Marko je bil prepričan, da ima možnosti v tujini, zato je odšel iskat nove plesne izzive v London. V bistvu je kaj en začetek na novo. Čist na novo, vse, nič ne veš. Nimaš bančnega računa, nimaš zdravstvenega zavarovanja, nič nimaš. Greš tja in upaš na najboljše. In uspelo mu je. V tujini žanje velike uspehe. Ne le, da ga je opazila Severina, zaplesal je celo v videospotu Calling All Hearts. Sem snimal ta spot za Jessie J, Robin Thicke in DJ Cassidy. Potem pa nekaj časa ni bilo nič, sem samo treniral, medtem sem začel učiti svoje redne treninge, učim v dveh, recimo, največjih plesnih šolah tam. Ena je Pineapple Dance Studio, tam imam svoj reden klas, potem pa še v enem studiu, Studio 68, tam tudi učim redno. Potem pa sem delal za razna podjetja. Nedavno pa je nastopil v zadnji oddaji šova Britain's Got Talent, kjer je zaplesal britanski pevki Cheryl Cole, ki se je po dolgem času s pesmijo Crazy Stupid Love vrnila na glasbeno sceno. Zdaj je pa spet veliko dela, ker so te odprti odri, recimo te pevci morajo iti na nove promocijske ture. Naprimer, dober primer je Cheryl Cole, ona, ki bo zdaj izdala CD, bo mogla iti se promovirati, se pravi, bo mogoče spet rabila plesalce, tako da upam, da bo mogoče spet kaj. A velikokrat to, da si dober plesalec, ni dovolj, da dobiš službo. Tam plesalci trenirajo par let, potem recimo grejo malo na gimnastiko, zato da imajo kakšne trike, potem pa grejo še v fitness, ker je vse o izgledu, tam je vse izgled. Recimo, da si sprejet en krog naprej na audiciji, zna se zgodi, da te postavijo vrsto, pride noter koreograf ali kdorkoli reče boys shirts off, majice dajo dol fantje in je vse na luk. Zelo pomemben je imidž, zato se dolgolasi Marko trudi, da bi izstopal tudi s svojo zunanjostjo. Toliko ljudi je tam in če rabijo 10 fantov, bojo gledali, da so 3 fantje, recimo Azijci, 3 belci, 3 črnci, se pravi, da imajo malo mešanco. Tako da doskrat si ti še recimo predober v plesu, ampak nimaš ta pravega luka. So že izbrali 3 belce in jaz ne padam več zraven. Pomembno vlogo igra tudi čas. Na več audicij, ko greš, večkrat te isti ljudje vidijo, ker konec koncev audicije organizirajo, recimo imaš par agencij in te agencije organizirajo audicije, se pravi, te ljudje so skoraj vedno isti. Se pravi, če greš ti večkrat, prvič te ne bojo poznali, drugič, tretjič pa mogoče se te že zapomnijo, pa rečejo, se ti si pa že parkrat bil in potem, če si jim všeč, te vzamejo za kakšno delo. Zaenkrat se lahko preživlja le s plesom in upa, da si bo v Angliji zgradil kariero.